Živijo, moje ime je Robi in dobrodošli v študentskih novicah. Letos se vpisujemo v prvi letnik faksa, zato sem se udeležil informativnega dne na fakulteti, za katero upam, da me bo sprejela. Fakulteto sem si izbral sam na podlagi svojih interesov, kajti zdaj smo polnoletni in se lahko sami odločimo, kaj bomo počeli v življenju. No, to bomo še videli, kam se bomo opisali, prav, Robi, no? Pa kaj si mogla iti z mano na informativce? Robi, en more preveriti, da se naš kakšnih neumnosti tele uči. Sem ne mi bruke delati noter, prosim, mami, no? No, pa poglejmo, kaj se dogaja na ekonomski fakulteti. Če bi se malo več učili, bi šli pa na pravo. Prosim, sem greva. Lej, zapravni kaj več. Ne prideva nos. No, takole tukaj je učilnica, predavanja začne do ob 8 zjutraj in trajajo 4 ure. Aha, ob 8, pol te lahko prepeljem, ki ga pa lahko odložim pred šolo. Saj lahko gre z avtobusom, ne? Postavi tam le 5 minut stran. Ne, jaz ga itak zbudim zjutraj, pa mu prepravim zajtraj. To, da ga zapeljem, je še najmanjši problem. Vsi bodo šli na trolo, la grem še jaz, prosim. Pa kaj, če bodo šli vsi na FDV, bo šel pa tudi ti, ali kaj? Kaj pa malca, a imate kakšne odmore za malce, ka njemu, ka pa pade koncentracija nujno rabi, je stres? Odmore 15 minut. Aha. In ne tamle avtomat, pa si lahko vzame kakšno čokoladico ali kaj podobnega. A kaj zdravega pa ni, no? Dobro, veš kaj, Robi, jaz ti bom pripravila tudi malco, da ti boš dober jedel, da boš lahko dobro študiral. Lahko prosim nehaš. Dobro, pa ti kaj vprašaj, no dej. Tako ta predavanje pa to, ne? Ker to mora biti na vseh, ali lahko zjutraj malo zaspim na kaj, pa tako. Obvezna je 80% udeležba. Ostalo pa po svoji vesti. Midva bova pa 100%, a ne da, Robi. Zatega, ka bova šla zgodaj spat, pa si jo zobke umila, pa nikoli ne bova zamudila. Ko ste uspešno opravili z maturo, oziroma v mojem primeru z maturo, popravnim rokom mature in ponovnim opravljanjem mature, se lahko končno vpišete na fakulteto. Ja, boš pozen, kakor pankola, ne da. Izvolite, tukaj izpolnite svoje podatke. To je vloga za študentski dom. Ne, to pa ne bo rabo, ka bo doma živel. Pa jaz sem pomislil, da bi šel v dom. Tako za družbo, pa tako. Pa kaj, da boš pol tam žuril, pa ne vem kaj, da boste delali. Saj sploh nočem vedeti, ti moraš študirati, Robi. Na faks greš zato, da študiraš. Ne bo rabo. Pa dobro, a lahko prosim se nehaš obnašati tako, da sem še vedno tvoj nek mali fantek. Jaz sem zdaj odrasel moški in lahko sam skrbim zase. Aha, okej, prav. Pa nič oprosti, se opravičujem, kot da me ni. Samo še strošek vpisnine bom prosil 82 evrov. A imaš ti mogoče 82 evrov, mami? Veš, da imam, kolikrat te. Takole, v tokratni epizodi študentskih novic ste izvedeli vse o informativnih dnevih in opisu na študij. Naslednjič pa vas naučim, kako si uredite študentske bone in kje lahko z njimi plačate tudi alkoholne pijače. Ne vem za vas, ampak jaz sem že pošteno lačen. Ej, a imaš ti kaj keša tako da 10 evrov za en hamburger? Si me lačena, ne? Ja, ja. Thanks. Pa nekaj za pit, tako da... Evo, hitro rastejo, ne? Ne vem, kaj imam, 10 let pa bo šel odpajte. A te zanima, kaj se zgodi naslednjič? Ja, ljuba duša, naroč se, da ne zamudiš. Točno tako.